Tako, danes si bomo pogledali, kako decimalna števila zapišemo z ulomki. Zdaj, iz osnovne šole že vemo, da recimo decimalno število 0,4, ki ima eno decimalno mesto, zapišemo kot 4 polomljeno z 10. Pač ena decimalno mesto pomeni ena ničla v imenovalcu. Recimo, 1,12 sta dve decimalni mesti, zato bo v spodaj 100, dve ničli. In je to 112 stotin. Zdaj seveda te ulomke lahko potem še okrajšamo. Recimo 40 je isto kot 2 petini, ali pa 112 lahko delimo isto z 2 najprej, pa je to 56 petdesetin, pa lahko okrajšamo še naprej in je to 28 petindvajsetin. Seveda lahko napišemo, da je to 1,325. Če imamo recimo 0,7, ker je eno mesto, je to 70. Če imamo 0,17, sta dve mesti decimalni, zato so to stotine. 17 stotin. Če imam recimo 0,014, so to 3 decimalna mesta in bodo zato tisočine. To je 14 tisočin, potem pač lahko pokrajšamo. Malce več težav pa je, kadar moramo zapisati periodično decimalno število. Recimo, če imamo 0,3, pa se 3 ponavlja, se pravi, to je številka 0,33333. Kako pa rešimo to? Ker ne vemo, kateri ulomek je to, rečemo, da je to ulomek x. Zdaj bomo pa vse skupaj pomnožili z 10 zato, ker imamo v periodi eno samo decimalno število, krat 10. In dobimo 3 cela, se pravi, vejica se samo za eno sem premakne, ampak naprej je še vedno neskončno trojk. In še vedno 3 ponavlja. Zdaj bomo pa odšteli takole gor. 3,3 minus 0,3. Torej, 3,3 se ponavlja, neskončnost minus 0,3 se ponavlja. Kaj hitro ugotovimo, da če to odštejemo, se ta perioda odšteje, ostane pa 3. Eto, tukaj je 3. 10 minus x, to je pa 9x. Se pravi, 9x je 3, vse skupaj še delimo z 9 in dobimo, da je x 3/9, kar je isto kot 1/3. Če bi imeli recimo ulomek 0,15, čem je zdaj drugače? Zdaj se pa dve številki ponavljata. Še vedno napišemo, to je x. Ker imamo dve številki v tej periodi, bomo pomnožili s toliko, da bomo vejico premaknili tako, da bo ena cela perioda pred vejico. To pomeni, da moramo pomnožiti za 100, če hočemo, da se za dve mesti premakne. In zdaj to 15,15 se še vedno ponavlja. In to je zdaj 100x. Zopet odštejemo, tako gor, tukaj tudi, a ne? In dobimo 15,15 minus 0,15 ostane 15. 100x minus x je pa 99x. In zdaj rečemo, 99x je 15. Vse skupaj delimo z 99 na obeh straneh. Se 99 pokrajša in ostane x je 15,99. Kaj pa, če imamo recimo 1,5 recimo. Zopet je ena decimalka, to je x, in ker je ena decimalka v periodi, zopet pomnožimo za 10. Ne glede na to, da je prej ena cela. Pomembno je, da dobimo to periodo pred vejico. Zato z 10 in je to 15,5. Je 10x, zopet odštejemo,
15,5 minus 1,5 je 14. 10x minus x je 9x. Delimo z 9 in dobimo, da je x 14 devetin oziroma 1,5 devetin. Če bi imeli recimo 2,25, se 25 ponavlja, zopet rečemo, to je x, ampak zdaj moramo vejico zopet za 2 mesti premakniti, zato pomnožimo za 100. In dobimo, da je to 225,25. In je to enako 100x. Odštejemo. 225 minus 2 je 223. 0,25, kar se ponavlja, se odšteje. 100 minus x je pa 99x. In dobimo, da je x enako 223 deljeno z 99. Ali 2 celi, koliko stane, to je 198, 25, 99. Tako. Lahko se zgodi še pa ena stvar. Tu imam jaz recimo zapisano 0,02, 1, pa se takole 1 ponavlja. Se pravi, zdaj pa nimamo takoj periode, ampak imamo mi še nekaj številk. V takem primeru isto rečemo, da je to x, ampak najprej pomnožimo s toliko, da se bo vejica premaknila tja, kjer se začnejo periode. Torej za 2 mesti, to pomeni, da moram 100 pomnožiti. In je to 2,1 je 100x. Zdaj pa pomnožim še s toliko, da se bo perioda premaknila, se pravi še za 10. In je to potem 21,1, se ponavlja, je 1000x. In zdaj odštej. 21 minus 2 je 19, 1000 minus 100 je pa 900x. Delimo z 900 in dobim, to se pokrajša, da je x 19 900. Bomo naredili še nekaj primerov. Recimo, če imam 0,024 pa 13, takole recimo, kaj bi zdaj naredili? Najprej bi rekli, da je to x, potem moramo pomnožiti najprej s toliko, kolikor je mest do periode, se pravi za 3 mesta, zato pomnožim za 1000. 1000 krat x vemo, da je 1000x, tukaj pa je to 24,13. Se pravi, najprej vedno poskrbimo, da so za vejice samo periodična decimalna števila. Zdaj moramo pa še eno periodo naprej spraviti, zato damo še krat 2 mesti, torej krat 100, in dobimo 2413,13, je pa takole 1000 pa še 2 ničli x in to odštejemo. 2413, lahko si zdaj napišemo tudi tukaj, da bo lažje. Vidimo, da se bo perioda odštela, 4 do 3 je 9, ena dalje 3 do 11 je 8, ena dalje 3, takole. In je to isto kot 99 000 x-ov, delimo z 99 000, tukaj se pokrajša, ostane x in je 2389 deljeno z 99 000. Tako.